Hvala Jezus in Marija, tokrat sem gost v župniji Šmarje pri Jelšah in lepo pozdravljam župnika Tadeja Renasi. Bog vas živi v naši domači oddaji Pot poti. Lep pozdrav in dobrodošli tukaj. Na začetku bi vas prosil, če se našim gledalcem oddaje Pot poti tudi predstavite. Ja, jaz sem domači, čisto tako začnemo od začetka, nekje tam pod Uršlo goro, Razbor pri Slovenj Gradcu, po normalnemu otroštvu okrogu svoje družine me je zaznamovala močna pot vere mojih staršev, mojih starih staršev in vsem tem je potrovalo, da sem se odločil postati duhovnik. Leta 2004 sem bil posvečen duhovnika, potem bil 2 leti kaplan v stolnici v Celju, 4 leta kaplan v Šoštanju. Z letošnjim avgustom pa sem postal župnik župnije Šmarje pri Jelšah in soupravitelj župnije Sladka Gora. Prosim bi vas, če nam predstavite utrip župnije Šmarje pri Jelšah. Ja, tako kot sem nekako zdaj v teh mesecu in pol opazil, je živahna, dobra župnija, ki pa ima v sebi čut za sakralne prostore, za cerkve, saj ima župnija kar poleg župnijske cerkve še 5 podružnic, tako da že to sami objekti sakralni pričajo o tem, da je tudi živel rod, ki je bil z Bogom, z vero zelo povezan. Sedaj pa nadaljujemo tisto delo, ki ga nekako Jezus narekuje, oznanjevanje evangelija, predvsem pa, da je Bog blizu vsakemu človeku. Župnija kot taka imamo 3 redne nedeljske maše, včasih še pa tudi pri tej znameniti cerkvi Svetega Roka, ki nekako dominira nad našim Šmarjem. Koliko imate pa veroučencev? Ja, veroučencev je tam nekje okrog 400, tukaj pa 100 na Sladki Gori, tako da vse nekje okrog 100-500 veroučencev nekako pokrivamo in skušamo približati vero Boga cerkev. Naši gledalci tudi sedaj lahko vidijo tale lep križev pot na ravi Svetega Roka, pa bi morda kakšno besedo tudi o tem dejali. Zanimiv je ta križev pot ali bolj kalvarija. To ni čisto klasičen križev pot, ker če gremo od kapelice do kapelice, ne bomo našli uprizoritev tistih klasičnih, tipičnih 14 postaj križevega pota. To je najprej bila zasnova takratnega gospoda župnika, dr. Mateja Vrečarja, ki je nekako zasnoval žalostni del rožnega venca. Se pravi nekako 6 kapel, se pravi žalostno Mati Božjo in pa potem 5 skrivnosti žalostnega dela rožnega venca. Kasneje pa so nekako postavili še ostale kapele, tako da oddaleč se vidi, kakor res postaje križevega pota. Drugače pa to je ena taka pot, ko človek gre od kapele do kapele, pot, ki spremlja nekako tisti del človeškega življenja, ki se mu reče tudi trpljenje, od postaje do postaje, nekako človeka uvaja v tisto preprosto vernost, preprosto čutenje, ki ga nekako podoživlja z Bogom ali pa Bog s človekom. Kako pa vidite pastoralno delo med mladimi? Pastoralno delo med mladimi je vsakemu duhovniku, zlasti pa mlajšemu izziv. Mladi so zanimivi sogovorniki, niso zadovoljni z vsem, ki tudi povejo, kaj je dobro, kaj ni dobro. Pridejo v župnišče, pridejo s svežimi idejami, pridejo tudi, kaj pogrešajo in so, bi rekel, najbolj prijetni in tudi včasih najbolj neizprostni sogovorniki. Mlad človek danes ponujeno mu je veliko. V tem, včasih rekel, zmedi vseh ponudb, marsikdaj izbere to, kar včasih obžaluje. Mi pa tukaj kot župnik, kot duhovnik skušam mladim podajati tiste vrednote, ki so že tolikim rodovom bile navdih vztrajanja, poguma za življenje. Morda je v današnjem času
veliko negotovosti, zakaj se je potrebno ali pa se je vredno potruditi, zakaj se ni, kako bo izgledala prihodnost nekega mladega človeka, boš dobil službo, boš imel eno družino. Vse te stvari so danes tako morda načete ali pa tako v zraku, da res mladega človeka malo strah in marsikdaj si ne upa in nekako potlači tiste darove, tiste talente, ki jih ima v sebi. Predvsem vidim pa to kot duhovnik, da sem z njimi, ob njimi, skušam delati to, kar je delal Jezus. Jezus, če gledamo njegov odnos do svojih učencev, je bil z njimi. V vseh trenutkih njihovega življenja jih je pohvalil, kaj je bilo dobro, je tudi povedal, kaj ni dobro. Predvsem pa bil je z njimi. Ne predstavljam pa si, da bi jih jaz učil nekih strašanskih verskih teorij, ne vem česa, ker jih to morda ne bi, ne vem kaj nagovorilo. Dajem pa občutek, da sem vedno z njimi takrat, ko jim gre dobro, pa tudi takrat, ko jih škriplja. Tudi danes, ko sem se peljal po Šmarje pri Jelšah, sem pravzaprav lahko videl to moč narave, ampak ob tem je tudi predvsem za naše gledalce bi dejal, da je pravzaprav predvsem na mislu, da gostilne polne, ljudje pa se še ne obračajo toliko k Bogu, k molitvi, kar bi verjetno bilo prav. Kako vi vidite današnjo družino? Današnjo družino, ja. Glede, tista klasični model družine nekako ugaša, izginja. Prva stvar, ki vidim, če primerjam recimo svojo družino, mama ni hodila v službo, je bila doma, se pravi, doma smo 4 otroci, jaz in pa 3 sestre, mama je bila doma. Oče je nekaj časa hodil v službo, potem je tudi on ostal doma na kmetiji in smo bili kot družina doma, velikokrat skupaj. Že čisto to osnovno kosilo smo imeli skupaj. Danes so po večini starši v službi, tako oče, kakor mama, otroci pridejo domov, marsikdaj nikoga, doma so sami, recimo, ne. To je pač del vsakdanjika današnje družine. Se pravi, tisto, kar bi ne bilo sveto, kar bi ne bilo skupno, nekako izginje že te obedi. Potem drugo, nimamo več časa drug za drugega, ne. Pa vendarle, če hočemo kot narod, tudi kot cerkev, kot župnija ali kot kraj, biti močni, trdni, pokončni, potem se bomo morali zavedati, da brez družine ne gre. In družina je tako velika vrednota, da jo moramo ščititi, jo pomagati, jo varovati za ceno vsega drugega. Ker če odkot pridejo ljudje iz družine, kje se naučimo tistih osnovnih stvari svojega življenja v družini. In tisto, kar dobimo doma kot otroci, potem bolj ali manj vse življenje tudi kot odrasli od ljudi razvijamo in prakticiramo. Ne duhovnik, ne župan, ne predsednik države, kdorkoli ne pade z neba. Vsi prihajamo iz družin. In če bomo družinam posvetili tisto pozornost in omogočili, da bo to, kar je, potem se nam ni bati ne za prihodnost vere, cerkve, še manj pa naroda. To je res, je pa verjetno manjka tiste družinske molitve, osebne molitve, te povezave, kar je tudi gospod Škof pozval vse župnije za molitev, za duhovne poklice, za vse tisto dobro. Ja, poglejte, kaj povezuje družino? Družino povezuje medsebojni pogovor. Zdaj pa, če eden bere časopis, drugi gleda televizijo, tretji računalnik, četrti ne vem kaj, ne, se pravi, smo tako zaposleni, da nimamo več časa za drugega. In če že en tak osnovni pogovor dela družino, potem jo dela tudi molitev. Molitev je pogovor z Bogom, bila je in bo. Pa čeprav danes človek toliko ne potrebuje molitve, če se smem vrniti na to Kalvarijo šmarsko in pa potem cerkev Svetega Roka na vrhu. Recimo, ko človek stopi v to cerkev, ga presune in se vpraša, kako so ljudje,
to postavili, takrat v tistem letu 1646, brez vseh sodobnih tehničnih pripomočkov na roke so to delali. To pomeni, kolikšna je bila moč vere v tistem času. Nič ni bilo pretežko. Danes nam je pa težko se za 5 minut usest v družini dol, pa zmoliti, kako oče naš, 10 rožnega venca. Danes je eni družini, ki se ima nekako tudi za krščansko, težko iti k nedeljski sveti maši. Če tako gledamo, zakaj vse si vzamemo čas? Za ene čevlje kupiti preletamo pol Slovenije, za nedeljsko sveto mašo pa najdemo 1000 razlogov, da upravičimo sebe. To se mi zdi, da današnja družina, današnji človek se ne zaveda, kaj pušča. Ko se pa morda zavedamo, pa marsikdaj za marsikatero družino prepozno. Kaj bi položili na srce naših gledalcev ob koncu oddaje Pot poti? Predvsem to, da bi bili ponosni, da vejo, da poznajo Boga. Poglejte, bom dal en primer. Ko sem kot študent se vozil iz Ljubljane v Maribor na vlaku, sem molil. In v kupej je prisedla ena gospa in me malo opazovala, in ko sem končal z molitvijo, se je videla, da sem se pokrižal, pa je rekla, kaj vi vedno molite. Sem pa rekel, molim, ja. Pa pravi, a še tu sploh danes kdo dela? Sem rekel, ja. Jaz jih poznam kar precej, ki to delajo. In potem sem pa jasno vprašal, kaj vi nikoli ne molite. Pa je tako odrezal, rekla, ne. Pa sva pri tem ostala. Čez čas pa rekla, veste, enkrat pa sem čutila potrebo, da bi molila. In sicer, ko sem rodila svojega prvega otroka, ko so mi ga v porodnišnici prvič položili v naročje, to majceno človeško bitje, takrat pa sem čutila, da ga nisem ustvarila sama skupaj z možem, da mora biti še nekdo, ki je to položil v zakon človeške narave. In rekla, takrat pa sem čutila, da bi molila. Ampak kaj, ko nisem vedela, kako in kaj bi molila, niti koga in komu bi se obračala. Tisti pa, ki verujemo, pa smo lahko srečni, da vemo, kaj moliti in koga moliti. In tistega, ki molimo, tudi poznamo. In največja veličina v tem, ne samo to, da mi poznamo Boga, ampak da nas On pozna. Saj je po evangelistu Janezu povedal, ni stvar v tem, da smo mi ljubili Boga, ampak da je On prvi ljubil nas. In zato ostanemo v Božji ljubezni, v Božjem objemu. Takrat, ko nam gre lepo, ko nam gre vse tako, kot želimo, pa tudi takrat, ko ne gre v življenju vse tako, kakor bi želeli, ko kdaj zaidemo tudi v kakšne škripce. Morda bi še naše gledalce povabila na tale lep križja pot na Kalvarijo svetega Roka, kdaj imate tole farno žegnanje oziroma vaš farni praznik? Ja, tako je. Vsako leto 16. avgusta praznujemo praznik svetega Roka. To praznovanje nekako začnemo že 15. avgusta popoldne ob 5, ko je prvi romarski shod, potem pa drug dan 16. avgusta, ko so romarski shodi celo dopoldne. To je ena taka lepa, prijetna romarska pot, v katero se pa ustavljajo tudi ljudje drugače. Skoraj ni trenutka v dnevu, da ne bi kdo se podal peš s kakršnim kolim namenom in razlogom po teh postajah kapelice vse do cerkve svetega Roka. Med vikendi pa je ta cerkev tudi odprta za ogled. Zahvaljujem se vam za pogovor in vse lepo pozdravljam za starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod.
nam sonce vsak dan sije in ogriva nam življenje, razsvetljuje pot vseh tistih, ki te iščejo, Gospodu. Za vse zvizde in za luno, hvala ti, o moj Gospod, ki so kakor moje sestre, hvala ti, o moj Gospod, na nebo si jih postavi, hvala ti, o moj Gospod, in ni na vsem, ki so v temi. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Hvala ti za mater zemljo, ki zelišča cvetje daje, ki jo obdelujemo, da rodi naš kruh vsakdanji. Za pogumne v trpljenju, hvala ti, o moj Gospod, ki odpuščajo ljubezni, hvala ti, o moj Gospod, daj svoj mir jim, o Gospod, hvala ti, o moj Gospod, o življenje zvečeri se. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. In za našo sestro smrt, ki jo čutim vsak trenutek, a če bom živel v ljubezni, dala smisel bo življenju. Za ljubezen, ki je v svetu, hvala ti, o moj Gospod, ki tvoj dar je vsem ljudem, hvala ti, o moj Gospod, za življenje vseh otrok, hvala ti, o moj Gospod, ki prenavljajo na svet. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Pojem ti, o moj Gospod, hvala ti, o moj Gospod, in pomeni sem se stvarstvo, hvala ti, o moj Gospod, zahvaljuje ti ponižno, hvala ti, o moj Gospod, ker ti si naš Gospod. Hvala ti, o moj Gospod, 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 hvala ti, o moj Gospod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vedno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vedno povsod. Gospod, dobri Bog, pokaže svoj obraz in se te usmili. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vedno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vedno povsod. Naj
Gospod, obrne k tebi obličje svoje, naj ti podari svoj mir. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Gospod naj ti da svoj blagoslov, varuje naj te vidno povsod. Thank you.